Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes zelo posebna posameznica, inovatorka na področju kadrovanja, komunikacij, Tamara. Zdravo. Lepo pozdravljena. Zdaj, preden začnemo z vprašanji, da te malo na kratko predstavimo našim poslušalcem. Zdaj, ti si po izobrazbi komunikologinja, si strokovnjaka na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega dizajna, HRM-ja ter komuniciranja. Tvoje izkušnje so res zelo bogate, impresivne. Bila si v bistvu v vladnem okolju, na Gospodarski zbornici Slovenije, v telekomunikacijski industriji, mednarodnih korporacijah, si aktivna članica in predavateljica in mentorica v Združenju menedžerjev in mreži CID, članica uredniškega odbora revije HRM, soorganizatorka Disrupt HR Slovenija, ki prvič prihaja v Slovenijo, in pa hkrati tudi soustanoviteljica strokovne skupine HRM, pa še bi lahko naštevali. Tako da ful dobro, da te imamo. Zdaj te bova Sandro malo povprašala, da boš z nama delila izkušnje na svete, ampak moje prvo vprašanje bi bilo pa, in to zmeraj rad vprašam, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, kakšna je bila Tamara? Ja, vedno sem organizirala, povezovala in dajala iniciative za razne neumnosti takrat še. Torej, inovativna vedno. Ja, inspirativna mogoče. Draga Tamara, za svoje dosežke si prejela številne nagrade, naprimer ProPR nagrado, kadrovska menedžerka leta v Sloveniji, in takrat si dejala, ta nagrada kaže na to, da sem ogromno vložila v to, da sem postala kadrovnica. Ko sem šla s področja komuniciranja, nisem bila povsem prepričana o sebi. Priznanje mi torej pomeni potrditev, da se da doseči zastavljene cilje. Odmevni so tvoji dosežki na področju korporativnega komuniciranja, projekti povezani z družbeno odgovornostjo, kot je bil Remisli. Tesno si sodelovala tudi z ekonomsko fakulteto, bila si naša gostja, prostovoljka že davno leta 2013 in nagovorila naše študente, zato posebej hvala. Nam poveš, kakšni so občutki ob prejemu številnih nagrad? Kot je Mark omenil, bom rekla, v čem si drugačna, da ti je uspelo pridobiti ugled in zaupanje v poslovni praksi in doseči vse te nagrade? Ja, malce skromno se bo slišalo, ampak skromnost je lepa čednost. Stvari so se dogajale v moji karieri, veliko smo ustvarili, ampak vedno sem, ko je ekipa prišla in rekla, a gremo mi na ta razpis, na recimo Zlato pero, IABC, Remisli in tako naprej. Vsakič sem rekla, ne še, nismo še dovolj dosegli. Enako je bilo, ko so me želeli kandidirati za HR direktorico leta, eno leto prej, sem rekla, nikakor ne dovolim, nisem še tam. Skratka, eno je skromnost, drugo je pa prepričanje, da dejansko imaš nekaj za pokazati. Enako je s predavanji, enako je, takrat smo delili dobre prakse z ekonomsko fakulteto. Lahko predavaš, lahko deliš dobre prakse, če dejansko imaš res kaj konkretnega za pokazati. Zdaj, tvoja pot je res izjemna. Pa mene zanima, kaj je bil pa tak nek, recimo, trenutek ali pa tvoj največji uspeh, ki si rekla, zdaj, to je pa res to, kar sem ful ponosna, kar sem dosegla, pa ti dal neko potrditev, da si res top. Remisli projekt je bil en daleč najboljših potrditev, pa ne projekt sam. Projekt se je začel kot vsak ostali. Počasi smo gradili, dobili ideje, čisto postopoma. Ključen trenutek, ki je potrdil, da ne gre samo za projekt, za idejo, za družbeno odgovornost, ampak da gre za engagement in da je to prava pot v takratnem podjetju Simobi, je bil, ko sem stala na odru in rekla pred 250 sodelavci, mi se lotevamo okoljskega projekta. Želimo, da sodelujete skupaj z nami. Kdo je za? In je dvignilo roke 150 ljudi, takoj v sekundi. In v naslednjih pol ure smo dobili en kup mailov s stvarmi, za katere še mi, ki smo se šli ta projekt, nismo vedeli, da takrat obstajajo. To je bil eden ključnih zmagovitih trenutkov. Top.
Na tvoji razvojni poti te posebej izpostavlja tvoja ciljna orientiranost in pa ta direktna motiviranost, vključevanje zaposlenih, povezovanje zaposlenih, med drugim tudi motiviranost za vodenje okoljsko in družbeno naravnanih pobud, kot smo zdaj omenili, projekt Remisli. In s tvojim integrativnim razmišljanjem in empatičnim inoviranjem si povezala tradicionalno sicer ločenih funkcij, torej korporativnega komuniciranja in na drugi strani kadrovske službe, torej ravnanja s človeškimi viri, in jim dala kot prva skupno komponento, ki pa si je udejanjala sodelavci pod motom misli, čuti, deluj. Nam lahko osvetliš ta vidik mota? Najprej moram povedati, da hvala Bogu, da sta danes ti dve funkciji združeni v večini podjetij. To je velik napredek in res, takrat smo bili prvi, ki smo to naredili. Najbolj prodoren posameznik v mojem profesionalnem življenju je bil takratni predsednik uprave Dejan Turk, ki je dejansko me poklical in rekel: prevzemi HR, delaj vse tako, kot delaš sedaj in uspelo ti bo. Takrat je bilo kaj pa jaz vem o HR-u, ampak točno tale misli, čuti in deluj pride v tretji zaključni fazi, ampak najprej sem morala predelati, kaj jaz mislim sploh, kaj to sploh je. Potem šele, kako sem začutila to zadevo, je trajalo nekaj dni, da sem se odločila. Skratka, ko enkrat si prepričan v to, pri sebi nekje navznoter opredeliš te misli, potem lahko deluješ. Na pamet, na prvo žogo stvari niso enostavne, niti niso nujno učinkovite. Zdaj, glede na to, da smo v mesecu marcu in pa zdaj v tem obdobju res prišli v neke izzive s to pandemijo, bi se verjetno vsi trije strinjali, da je ta položaj v podjetju res eden izmed ključnih položajev. Tako, če nam malo poveš, kaj po tvojem mnenju, glede na to, da imamo ogromno mladih voditeljev, kako je treba v taki situaciji odreagirati? Kaj bi bili tvoji nasveti? Sem delala z veliko mladimi voditelji, ker sem zdaj samostojna in imam en kup kontaktov in tudi naročnikov. Najbolj učinkovito se je obrestovalo, da so vprašali za nasvet. Jaz sem bila na vezi s mojimi naročniki, s sodelavci in bom danes rekla praktično cel dan. Praktično 15 ur na dan, tiste dneve od 13. marca naprej. In imajo svojo potrebo, imajo vprašanja, imajo zahteve, imajo strahove, imajo načrte. Ampak vprašati za nasvet, se pogovoriti, ne samo z mano, se pogovoriti tudi z ekipo. Tu se je obrestovalo v tistih časih. Prav zelo jasna komunikacija, Zelo transparentnost. Okay. Predvsem pa res poslušanje tudi, ne samo samega sebe. V kriznih časih je dobro poslušati ljudi okrog sebe, okolico, sprejemati nasvete. Navezala bi se na tvojo vlogo kot HRM strokovnjakinje za mala in pa srednja tehnološka podjetja, ki so v ključni fazi inovativne rasti, predvsem zato, ker delujemo danes v digitalni dobi. Nagrajevanje uspešnosti zaposlenih je pogosto povezano z digitalnimi sistemi tako, da spodbujajo in usmerjajo zaposlene skladno s strategijo podjetja. Znane so raziskave akademikov Malmi in pa Brown in njihovih modelov. In na tej strani digitalizacija lajša zbiranje podatkov o merjenju uspešnosti, tako individualne uspešnosti kot skupinske uspešnosti zaposlenih. In digitalizacija omogoča celo merjenje uspešnosti zaposlenih na minuto natančno, recimo na določenih delovnih mestih. Torej, zaradi tega tehnološkega napredka in pa digitalizacije so ukrepi danes bolj natančni, raznovrstni, številni. Tudi govorimo, da se tradicionalna merjenja uspešnosti zaposlenih ne zadostujejo več in da v kadrovski službi pripravljate sodobna merila, tako kvalitativna merila kot kvantitativna merila. Tako da me zanima, kakšni so tvoji pogledi, tvoje izkušnje glede novih
oblik presojanj uspešnosti zaposlenih, tako na individualni ravni kot skupinski ravni, bi posebej izpostavila katere kvalitativne in pa kvantitativne kazalnike, ki jih posebej ti rada v svoji praksi uporabljaš kot kazalnike presojanja uspešnosti. Ja, odlično zastavljeno vprašanje in se bom natančno na eno samo besedico tam noter obesila. Merjenje na minuto natančno. Torej, visokotehnološka podjetja, razvojna podjetja znajo, storitvena predvsem, znajo se obesiti na utilizacijo, se pravi utilizacija, ja, tudi po slovensko, na dejansko merjenje časa, kar pa ni vse. Kar pa zna biti brutalno ne fair ocenjevanje. Vedno, ko sem vstopila v ta novi svet malih podjetij, tudi zagonskih podjetij, so merili čas ljudem. To je potrebno povsod podreti, oziroma če ne podreti, pa vsaj zrelativizirati z kvalitativnimi merili. Kaj pomenijo kvalitativna merila? Ljudje prvič, najprej jim je treba ta čas utilizacije malce sprostiti, zato da ne bo to 90 ali 80% časa, ampak kvalitativna merila so recimo learning rate. Learning rate v smislu, koliko si se ti naučil, pripravljen naučiti in prenesti tega znanja na druge. To se tudi da meriti, če smo že pri merjenju ravno v digitalizaciji, z vsem online izobraževanjem in podobnimi stvarmi. Engagement rate, kaj to pomeni? To so velike besede vse skupaj, ampak dejansko so praktične besede. Kolikokrat si sodeloval na nivoju podjetja v raznih iniciativah, prenašal svoje znanje, imel predavanja za svoje sodelavce, imel ne samo predavanja iz svoje stroke, ampak iz svojega življenja. Odlično. Skratka, to vključenost je potrebno meriti. Ne pozabimo tudi na izboljšave. Ne glede na to, kako high-tech je podjetje, novo, moderno, najsodobnejše, izboljšave so možne v vsakem trenutku, vse povsod, male in velike. Tudi to je potrebno nagrajevati. Odlično, hvala. Zdaj, glede na to, da si ti tudi strokovnjakinja na področju komunikologije in da dejansko smo prišli v fazo, ki se uporablja ogromno nekih aplikacij, od Zoomov do raznih, ne vem, WhatsAppov, Viberov, kako pa misliš, da to vpliva na nas medosebne odnose v času pandemije? Ker dejansko smo zelo digitalni ratali, mogoče sodelavcev več ne vidimo v živo, osebni stiki so se malo zameglili, če nam malo deliš. Zadnjič smo se pogovarjali v enem krogu in smo ugotovili dejansko, da smo v času pandemije ljudem, svojim sodelavcem, vstopili v dnevno sobo. Ja. Mi smo več videli, kot smo videli kdajkoli prej. Mi smo videli njihovo domače okolje. Dober psiholog zna že po okolici prepoznati človeka malce drugače, z drugačnimi očmi. Videli smo njihove partnerje, otroke. Skratka, ta karantena nas je do določene mere povezala. Če smo se znali povezati na način, da smo potem tudi, ko je bilo klica konc, imeli občutek, tam pa nekaj ni v redu, dvignili telefon in potem človeka poklicali še osebno. Pa misliš, da je tukaj mogoče potem še bolj pomembno, da kot nek vodja, kot lider, da imamo res ta individualen pristop do vsakega posameznika v ekipi? To je od nekdaj bilo zelo pomembno. In tisti vodje, ki tega niso imeli že prej, so v času karantene zelo težko dvignili telefon in nekoga poklicali, ker človek na drugi strani se takoj, recimo, tam ustrašil, zakaj me pa zdaj šef kliče. Tako da veliko smo se naučili iz te epidemiološke situacije. Upam, da bomo veliko tega tudi prenesli v prakse v prihodnje. Draga Tamara, jaz bi se pa tudi navezala na tak en širši vidik razvoja kadrovske funkcije, recimo v zadnjih, bom rekla, 15-20 letih, kot poznaš delovanje tega področja pri nas in v tujini, saj tvoje izkušnje segajo vse od vladnega okolja, gospodarske zbornice, telekomunikacijske industrije, mednarodnih korporacij in pa zdaj vse več tudi zagonskih inovativnih podjetij. Poslušajo nas tudi študentje, bodoči kadrovniki, bodoči eksperti na področju ravnanja s človeškimi viri. Bi mogoče lahko podala neke smernice,
kam jih usmeriti, kje naj bojo močni, kje naj pridobivajo znanja, kako se je ta funkcija spreminjala in kje vidiš nove pomembne vsebine, ki bi jih priporočila mladim. Kadrovska funkcija gre vedno bolj v smeri za res močne strateške funkcije. To, kar smo pred leti govorili, da bi morala biti strateška funkcija, je že mimo. Mi smo strateška funkcija. Vendar kaj pa strateška funkcija pravzaprav pomeni? Kar manjka današnji kadrovski stroki, je recimo finančno znanje, znanje finančnega poslovanja. Zadnja kriza, epidemiološka kriza, je pokazala, da smo v prvi vrsti skrbeli za zaposlene, v drugi vrsti pa, če nismo pogledali dolgoročno na zdravo finančno sliko podjetja, nismo naredili nič, ker tudi zaposlenih nismo ohranili oziroma obvarovali. Komuniciranje samo po sebi umevno, vsi procesi normalno, vse, kar vemo odprej o tej stroki. Ta preskok nam manjka, preskok v finančno poslovanje, v razumevanje posledic, stroškovno, prihodkovno. Normalno, da je to povezano s performance managementom, bilo že prej, ampak z vidika tega, kako se podjetje dolgoročno finančno zdravo giblje, je pa prihaja ta, recimo konkretno, ta kriza bo še prišla za nami. Prihajajo obdobja karanten, 14-dnevnih. V glavnem, eno je psihološka varnost zaposlenih, varnost zaposlitve, komunikacija, fair zaposlitev, dobro okolje, ne pozabimo na zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, vse to ni nič novega. Poglejmo dolgoročno, poglejmo tudi skozi številke in bomo znali boljše upravljati tudi z našimi sodelavci na dolgi rok. Ja, izpostavljaš torej strateško funkcijo, tudi finančno znanje kadrovnikov. Dejansko pa v praksi vedno rečemo, da je kadrovska služba tako imenovano srce organizacije. Je srce organizacije, ampak je bila včasih drugačno srce, vsaj pojmovana kot drugačno srce, tisto, ki drži organizacijo pokonci, ki črpa tisto kri, ki se kroži pol po organizaciji in daje energijo. In organizacijska energija, vse to. Zdaj se je, in tudi Deva Ulricha sem poslušala enkrat v enem webinarju med epidemijo, je ravno ta delček manjkal. Ta delček poznavanja in razumevanja. Ogromno organizacij se v tem času v bistvu tudi bori s tem, da zadrži talente. Pa me zanima, v svoji zelo bogati karieri, pa si v bistvu svetovala ogromno podjetij, si bila v teh pomembnih funkcijah. Kaj bi bili pa tvoji nasveti ali pa izkušnje, kako zadržati te talente, ali pa na kakšen način jih v bistvu tudi pridobiti? Ja, pridobiti po tem času, ki je za nami, je ena od ključnih stvari. Jaz bom kar tukaj začela namreč. Jaz pravim, da je ena ključnih stvari, ki nas čaka že čez poletje, če ne jeseni, pogledati, kje so vse ljudje na trgu ta hip. Trg dela se je močno premešal. Ogromno ljudi je izgubilo službo, ogromno dobrih podjetij z dobrimi talenti se je preprosto zaprlo ali zmanjšalo. Tako da vsakemu, ki me vpraša, svetujem, glej, tudi če se zakreditiraš, zdaj imaš možnost dobiti za res dobre talente v svoje vrste. Tako da to je prvi nasvet in mislim, da bo zelo pomemben. Kako pa obdržati dobre talente? Jaz vedno najprej rečem, mi moramo vedeti, kakšne talente želimo imeti, pa zakaj jih rabimo. Vsakič, ko se lotimo projekta Talent Management, najprej ustavim zgodbo in rečem, kaj pa, kjer talente pa mi rabimo, pa ne za danes in jutri, ampak za 5 let naprej. Tako da iz tega vidika najprej dajmo pogledati, kaj rabimo, kaj iščemo, kaj želimo graditi. Od tukaj naprej dajmo prepoznati talente, zadržati jih je pa potem preprosto, ker vemo natančno, kaj bomo z njimi počeli, kam jih bomo razvijali, sami imajo možnost tudi to povedati. Se pravi, dali jim bomo smisel. Sliši se zelo preprosto, ampak jaz osebno verjamem, da v dobrih podjetjih z dobro komunikacijo, dobrim smislom in dobrimi procesi talenti ostanejo.
Jaz se bom navezala na Markovo področje, na vprašanje talent managementa, kar je tudi tvoje ekspertno področje, Tamara. Nedavno je izšla raziskava, konkretno januarja letos v reviji Harvard Business Review, in sicer prav o managementu talentov. In sicer, kaj je pokazala raziskava, ne? Raziskava je pokazala akademikov z University College London in pa Columbia University, da je sposobnost videti in prepoznati talent pred drugimi, preden ga zaznajo drugi, velik prispevek k sami eksploataciji posameznikovega potenciala in še, da so odlični vodje tudi odlični agenti talentov. Navezala bi vprašanje, in sicer, kako prepoznaš talent, kdo je talent, kaj priporočiti posamezniku, ki želi postati talent. Je talent rojen ali je talent rezultat garaškega dela, vztrajnosti, prizadevnosti? Namreč vemo, v športu vemo, talentov ni, 97% je trdno, vztrajno delo. Kako je v poslovnem svetu? Zadihi pa dajmo. To je super vprašanje. Jaz verjamem, jaz bom obrnila zgodbo, tako kot jo vedno povem. Jaz verjamem, da vsak od nas ima en talent v sebi, takšen ali drugačen. Pevski, športni, bilo kakšen. Zato vedno rečem o kakšnih, tako kot sem prej povedala. Potencial za nadarjenost. Ja, potencial za nekaj imamo. Prepoznati, najprej moramo prepoznati, kaj iščemo v človeku. In moj najboljši šef v moji karieri je vedno rekel, jaz iščem iskrice v očeh. In to je najbolj preprosto vprašanje. Kako prepoznam talenta? Tako z ljudmi se pogovarjaš, vidiš, da dejansko mu ni vseeno, kaj mu govoriš, te posluša. Kipi mu iz ušes in iz oči, da bi nekaj povedal, da bi nekaj dodal, da bi šel s tabo še 2 koraka dlje. Ima ideje, to so talenti, tako jih prepoznaš talente. Kako pa talente potem razvijaš? Razvijaš ga tako, da ga primeš za roke, gresta skupaj, ampak natančno vesta kam. In natančno veste, kaj želita imeti na koncu enega dela tega potovanja, ker potovanje je 1 milijon. Kaj je bilo še tle tašnega, da bi... Ne, super, Vztrajnost, to mislim, da sem odgovorila sama po sebi. Ja, delo je ni. Ne moramo spati, normalno, da ne. Vztrajnost je pa za vsako stvar zelo pomembna. Zdaj, dejala si, da je talentu zelo pomembno dejansko, da ima nekega mentorja, pa me zanima, a si imela ti v življenju, prej si imela, da si imela enega zelo močnega mentorja, a si jih imela še kakšnega, pa koliko so mentorji res dejansko pomembni za nas v razvoju? Ja, jaz sem imela, lahko navedem 3 mentorje, 3 pomembne ljudi, ne bom rekla mentorje, 3 pomembne ljudi v moji karieri, lahko jih tudi kar poimenujem, da bom lažje obrazložila. Prva in najbolj pomembna stvar je, človek, ki je pomemben v tvoji karieri, ti kaže pot in odpira vrata. To je bila Marta Kos, moja prva šefica v moji prvi službi na vladi, ki me je potegnila za sabo takoj na Gospodarsko zbornico Slovenije in tukaj še ni konc. Tukaj sva se midve razšle, ampak ona je še vedno, še danes na vezi z mano. Ona je človek, ki jo pokličem, ko rabim karkoli na svoji karierni poti. Poleg tega mi je odprla vrata tudi na Simobil. Tako da to je ena od pomembnih oseb. Druga je seveda Dejan Turk, moj najboljši šef, in to bom, mislim, da trdila kar do konca življenja. Zakaj? Ker je prepoznal talent v meni, točno to, kar je tisti hip rabil. Torej, korporativno komuniciranje na Simobilu dela presežke in čudovito dela. Gremo še kadrovsko službo prenoviti v tej smeri, prevzemi, prosim, naredi enako, kot si naredila, gremo. Torej, dal mi je odprta vrata in močno podporo, ampak ne podporo, nisem rabila njegove pomoči, on je rekel, pejt. Opolnomočenje, ampak podporo pa v smislu, tukaj sem, če karkoli rabiš. In on je dejansko mi odprl največja vrata, to, ki sem jaz zamenjala tudi svojo stroko, šla povsem v druge vode in tako naprej. In tretja, zelo pomembna v moji profesionalni karieri, je Nika Dev, ki je bila moja coachinja v tistih časih, tudi že na projektu Remisli je sodelovala kot zunanja strokovnjakinja, potem je bila coachinja, zdaj je psihoterapevtka.
tudi coacha rabiš. Se pravi, mentorja, vodjo, pomembno osebo, verjamem pa, da vsakemu profesionalnemu voditelju, osebi, coach zelo prav pride. Top. Super. Dotaknila si se tvoje izvršne funkcije korporativnega komuniciranja v Simobilu, torej to je že res vodenje na najvišji ravni. Na kateri pristop vodenja prisegaš v praksi in pa na katere vrednote in pa kako definiraš svoj uspeh in kako uspeh drugih? Jaz prisegam na situacijsko vodenje, glede na to, kje smo in kakšne ljudi imamo v ekipi in na kakšen način in s kakšnimi prijemi se bomo te ljudi vodili oziroma jih tudi spodbujali. Drugo vprašanje je bilo, Kako definiraš uspeh pri sebi in kako pri drugih? Uspeh pri sebi je bil preprost v smislu vodenja. To, da imam trdno ekipo, da gremo v isto smer. In eden večjih uspehov, ki je ta, da je ta ekipa, več njih je bilo še vedno z mano, tudi ko nisem več tam, da smo povezani, da vemo, kje smo. Odlično. In si še vedno pomagamo in povezujemo. Uspeh pri drugih, konkretno pri mojih vodjih, ki so mi za zgled, ki sem jih prej naštela, je ta. Uspeh pri drugih je ta, da so ostali nespremenjeni, da so postali avtentični in da so še vedno, ko zdaj poslušam svojega bivšega šefa, še vedno govori enake stvari, še vedno na enak način vodi in je ostal zvest sam sebi. Kako bi pa rekla, da se je pa tvoj stil vodenja spremenil skozi tvojo kariero? Ja, močno. Dejansko sem se učila vsak dan voditi. Jaz sem bila močan control freak. Jaz sem bila tudi v fazi, ko sem mislila, da se vse prepočasi odvija, da sem jaz edina, ki lahko stvari premakne naprej. Jaz sem bila neučakana. Jaz sem ekipi rekla, še nismo, no, bom pa jaz. Skratka, moja vrhunska ekipa v tistih časih se še danes smeji na ta račun. Tamara bo vse sama. In moja vrhunska ekipa je zaslužna, da sem jaz zrasla kot vodja. Mi smo imeli tako dobre odnose, da so mi dejansko povedali, ne moreš sama. Na dopust greš in odklopi se, vse bo v redu, zaupaj nam. Skratka, Kako lepo. lahko bi prebrala milijon teorij o vodenju, bila sem na en kup šolanih, ampak jaz sem poslušala ljudi okrog sebe, ki so mi pokazali moje pomanjkljivosti in pomagali, da sem zrasla tudi kot vodja. Ful dobro, odlično. Draga Tamara, omenila si tvojo ekipo, kadrovsko ekipo in še zdaj ohranjate odnose, sodelujete. Kako si dejansko kadrovski eksperti med seboj pomagate? Kako vzdržujete stike? Od kje pridobivaš nova znanja? Glede na to, da si aktivna članica, predavateljica, mentorica v Združenju SID, članica uredniškega odbora revije HRM in pa organizatorka tudi več ključnih dogodkov, tako na kadrovskem področju, kot tudi korporativnem komuniciranju. Torej, kako si med seboj pomagate? Omenila si pa že, da ste stalno v stiku. Kako vzdržujete te odnose na dnevni ravni? So to mogoče SMS-i, mediji, telefonski klici? Z mojimi bivšimi ekipami mi natančno vemo, kje se kdo nahaja. Najmanj enkrat do dvakrat na leto se dobimo z različnimi teh ekip. Ker se poznamo in si zaupamo, je tudi klic, priporočilo, vprašanje vedno na mestu in vedno vem, da ga lahko postavim in bom dobila relevantne odgovore. Kako pa se povezujemo na HR-ovci v Sloveniji med sabo, je pa drugo vprašanje. Glede na to, da sem povsod in da sem tudi na reviji HRM in da sem v komisiji za kadrovskega direktorja leta in kadrovske HRM projekte in tako naprej. Ustanoviteljica tudi platforme, ki ima več kot 500 članov. Saj tja grem, ja. Namreč iz enega od teh sestankov sem se usedla v avto in rekla, to ne pelje nikamor, mi rabimo nekaj v Sloveniji. Namreč imamo Kadrovsko zvezo Slovenije, ki je malce ponikalna, moram priznati, oziroma se zelo malo oglaša. V določenem trenutku sem jaz čutila, da izven
uradne ustanove, ki povezuje našo stroko, obstaja en kup ljudi, ki ni nujno, da so že v HRM-ju, ki tja gredo, ki so vodje pisarn v malih podjetjih in se ukvarjajo s tem in kažejo potencial in kažejo željo, da se naučijo. Tako je nastala tale preprosta Facebook skupina takrat, ki se je dejansko začela z ljudmi, ki niso v HRM-ju ali si želijo tam biti in je danes prerasla 500 članov. Tam je ogromno se dogaja, ogromno je vprašanj, odgovorov, nasvetov, strokovnih člankov, izobraževanj. Tako da jaz verjamem v taka povezovanja. Čestitke za izjemen doprinos. Res. Hvala, na to sem res ponosna, kar se je zgodilo iz te ekipe. Predala sem jo zdaj mlajši ekipi. Sem še vedno zraven, ampak 3 so se mi javili tamle od prvih ustanovnih članov, mlada, sveža moč, tako da sem ponosna tudi na to, da imamo svežo ekipo. Naslednike, ja, torej tudi nasledstvo je del kadrovskega področja, poskrbeti za naslednike. Čestitke tudi z moje strani, ker tudi jaz sem en izmed članov in vem, da ogromen podatkov sem tam pridobil, dostikrat te tudi pokličem. Mene pa zanima, ti si ogromen ekip že vodila, kaj pa pri tebi pomembno, ko postavljaš neko ekipo, kakšne lastnosti iščeš? Ja, ponavadi iščem tisto, česar v ekipi še nimamo. Osebnostno in po znanju in kompetencah, normalno. Vedno gremo v smeri, ok, poglejmo, kdo smo mi. Manjka nam še nekdo, ki bi mogoče malo bolj jezikov ali pa malo manj jezikov, šalim se. Skratka, iščemo naša nasprotja, no. Pa po znanju enako normalno vrzeli. Kako se ti pa zdi, da v Sloveniji, jaz sem tudi zelo vesel, da prihaja v bistvu ta mogoče mindshift, da dejansko se čedalje več povezujemo, delimo znanje. Kako se ti zdi, da je to pomembno, da priznamo sami pri sebi, da določenih znanj nimamo in da imamo napake in da potem skozi ekipo zgradimo svojo v bistvu ta ekosistem znanja znotraj podjetja? To je ključnega pomena za kakršenkoli uspeh, osebni ali poklicni. Nismo pojedli vsega znanja tega sveta. Nihče ga ni, ne? Ja, točno tako. Navezala bi se tudi na eno tvoje raziskovalno področje, torej na oblikovanje organizacijskih kultur, kjer si vedno gradila na temu, da se oblikujejo tako, da se povezuje posameznike k učinkovitosti. Zanimiva je ta raziskava raziskovalcev leta 2017, ki so ugotovili, da kadrovske prakse, kar 87% vodij iz kadrovske prakse je poročalo, da recimo za ocenjevanje individualne uspešnosti poteka recimo enkrat ali dvakrat letno to ocenjevanje na letni ravni. Pa me zanimajo tvoje izkušnje. Meniš, da je tak pristop k letnemu ocenjevanju dovolj zanesljiv? Kakšni so trendi na tem področju? Vemo, da uspešna so tista podjetja, ki določajo jasne cilje ter pravočasno zagotavljajo povratne informacije svojim zaposlenim. Ja, cilji morajo biti jasni, zdaj odvisno je od organizacije, od podjetja, na kakšen rok so cilji postavljeni. Se pravi, če so to storitvena, bolj fleksibilna podjetja, so kvartalni cilji zaželeni, drugače ponekod se je težko postaviti tudi polletne cilje, ampak so to letni cilji. In ta del pogovora, ki je povezan z doseganjem ciljev, mora biti vezan na cilje in na postavljanje ciljev, se pravi na time frame, kdaj se cilje. Kakšne so pa spremembe pri tem time frameu? So še aktualni letni razgovori? Vemo, da so številne kritike, da to ni dovolj, da morajo biti te povratne zanke mnogo hitrejše. Ja, povratne zanke morajo biti praktično dnevne, če ne tedenske, ampak so povratne zanke, ene so glede ciljev, doseganja ciljev, druge so glede dela, pričakovanj, tretje so glede osebnega počutja v ekipi, praktično glede na spremembe, ki se dogajajo. Zato sem pa tako začela. Tam, kjer se veže na enoletne cilje, je normalno še vedno na mestu tudi, ponavljam, tudi letni pogovor. Tam, kjer so kvartalni, mora biti kvartalni pogovor. Cilji morajo biti jasni, znani in potem tudi povratna informacija o cilju in o doseganju in kako in zakaj je dosežen. Ko pa govorimo o ostalih razgovorih, pogovorih z sodelavci, je pa tukaj en kup drugih pogovorov. 1 na 1 so zelo popularni postali, 1 na 1 se mora zgoditi enkrat na 14 dni.
Se pravi, zares dvojica, kratko, jedrnato, ampak ta ena na ena pelje v smeri, kako si v redu, a je vse okej, zmoremo, razumemo pričakovanja, doseganje in tako naprej. Ne ciljev dolgoročnih, ampak dejansko operativnega dela in počutja in v tistem obdobju. Potem imamo lahko kvartalne, ampak lahko imamo razvojne pogovore ali karierne pogovore. To jaz strogo ločujem. Tako da pogovorov je en kup. Odvisno je od organizacije same, kako jih bo poimenovala, kar je ključnega pomena, ker ljudje morajo razumeti, zakaj ti pogovori sploh so in zakaj so vabljeni na pogovore in kako pogosto oziroma v kakšnih intervalih jih bo izvajala. Ponavljam pa še enkrat, niso vsi pogovori s sodelavci vezani na cilje, doseganje ciljev ali nagrade. Zdaj, ogromno si že dosegla, tako da jaz bi se pa malo dotaknil izzivov oziroma neuspehov, ki pridejo v tvoje življenje, ker vsi jih imamo in se mi zdi, da takrat dejansko oseba največ zraste. Pa če nam mogoče lahko deliš kakšen tak izziv, ki si ga ti imela v življenju in kako si se ga lotila, kaj so bili tvoje neke ugotovitve? Ja, več izzivov sem imela v življenju. Nekaj, česar nista povedala o meni, je, da sem eno leto med Gospodarsko zbornico in Simobilom bila osebna svetovalka gospoda Ivana Zidarja. Aha, top. Kar ne morem reči, da je bila napaka, bil pa je neuspeh, normalno. Ker pač preprosto sem bila onemogočena, da bi delovala v skladu s svojimi etičnimi standardi in svojo stroko takrat komunikacije. Naučila sem se veliko iz tega in dobro, ne bi ravno ponovila tega leta, ampak ne bi pa rekla, da je bila to napaka, da sem tam bila oziroma da je to meni škodovalo. Ravno zato, ker sem se povlekla zelo hitro ven, pravočasno ugotovila, zakaj gre in ohranila svojo integriteto. To je bila ena prvih. Znotraj svojega vodenja v kasnejših časih sem parkrat se odločila o sprejela napačne odločitve glede sodelavcev, ki sem jih morala tudi dokaj hitro odpraviti, ker so vplivali tudi na ekipo. Tukaj se tudi naučiš, čeprav pri izbiri ljudi moram reči, da ne moreš se naučiti, tega se ne da naučiti, to je trenuten občutek, en kup ene kemije, en kup ene interakcije, ki se izkaže mogoče tudi kasneje. Tako da tukaj bi rekla, da nisem se naučila veliko, oziroma ne znam zdaj reči, da sem strokovnjak največji in da ne morem več ponoviti enake napake. Bistvo je, da ko narediš napako, ko stvari ne grejo po načrtu, moraš zelo, zelo hitro ugotoviti, da je to napaka in jo odpraviti. In ne potem travmirati, ampak dejansko si povedati, da nič hudega, gremo naprej. Naučili smo se ABC, ali se ta hip nismo naučili nič, ampak dajmo hitro pozabiti, gremo naprej. Super, odlično. Odlično. Navezala bi se še na eno področje tvoje, to je organizacijski dizajn. Podjetja danes stopajo v decentralizirane organizacijske strukture, v učeča se okolja, v učeče se organizacije in pa tudi vse več je agilnih organizacij. Kako se temu prilagaja kadrovska služba, področje razvoja s človeškimi viri? Kakšne smernice priporočaš za vzpostavitev uspešne kadrovske funkcije v agilnih organizacijah? Agilni HR je postal veda sama zase, ki je nisem še naštudirala do konca, bom rekla, in prepuščam to kolegom, ki dejansko se s tem ukvarjajo in so certificirani za to. Jaz bi rekla naslednje, da organizacijski dizajn bo vedno ostal, zato ker to je, organizacijski dizajn mora se vedeti, kako je stvar organizirana, kako funkcionira, kje so elementi kontrole, nadzora, vzvodi vsega tega skupaj. Znotraj tega organizacijskega dizajna se je pa potrebno res dobro prilagajati glede na situacijo, glede na panogo, glede na ljudi, glede na projekte v končni fazi. In tu je ključna vloga HR-a, da prepozna in da ni nujno, da celotno organizacijo obrne v eno smer ali v drugo smer, ampak dejansko zna
razsekati organizacijo v smislu, ta košček bo šel pa delovati po čisto drugim principu, agilno ali kakorkoli drugače. Prevečkrat se HR-ovci držimo procesov, pa tistega orodja, ki ga imamo v ozadju, ki zdaj ne sovpada s tem, kar želimo narediti in tako naprej. Tukaj moramo biti inovativni, predvsem si moramo pa kdaj upati tudi kakšno stvar ustaviti, reči, ok, tukaj ni procesa, to je preizkus, če bo šlo narobe, bomo pivotirali, gremo, to je agile v končni fazi. HR je tudi močno reguliran praktično, z vsemi zakoni, ki jih imamo v ozadju. Tudi to se da preseči. Ni vedno nujno potrebno imeti tisto sistemizacijo tako strogo zapisano in tako debelo, da se z nje ne da narediti nič znotraj regulatornega okvira. Vse je mogoče. Opisi delovnih mest temeljijo in mislim, da bodo po tej krizi še bolj morali temeljiti na več pravilnosti, sploh v storitvenih dejavnostih. Se pravi, moramo tudi mi drugače pogledati na trg dela in na organizacijo našo. Bom en primer dala, ker se mi zdi ključnega pomena. Prosim, ja. Tako kot so se trgovci, recimo športne opreme, bom vzela njih za primer, nekateri organizirali iz 13. na 16. marec 2020, ta datum si bomo vsi zapomnili. In so tisti, ki so bili sposobni svoje prodajalce izza pulta postaviti v skladišče, da so sprejemali online naročila, pakirali in oddajali, tisti so zmagali. Ostali so rabili en cel mesec, da so iskali nove skladiščnike. O tem govorim. Več pravilnost. Človek mora biti in vedno bolj bo moral biti tudi v drugih panogah več pravilen. Ker se stvari premikajo v negotovosti. Ne vemo, kaj bo septembra, ne vemo, kaj bo decembra, ne vemo, kam bo svet šel. Letalske družbe so gladko odpustile ljudi, ampak verjamem, da je tam en kup ljudi, ki bi znalo kaj drugega početi. Zelo ljub mi je primer Ocean Orchids v Prekmurju, ki so prej gojili orhideje in ker je zdaj trg umrl, so začeli, kaj že, paradižnike. Ja. O tem govorim. In tukaj tudi kadrovske službe morajo začeti razmišljati, kako iz svojih ljudi narediti ljudi, ki bodo v vsakem trenutku pripravljeni delati kaj drugega. Ne nujno slabšega, lahko celo boljšega. Jaz imam eno zelo konkretno vprašanje, in sicer ogromno večjih organizacij je danes zelo rigidnih. Zdaj, ali ne prihaja do informacij, želijo biti inovativne, hočejo se transformirati. In ti kot svetovalka, ko prideš v neko tako podjetje, ki je malo večje, ki vidiš, da je ogromno nekih izzivov, ki jih je treba rešiti, kako se tega lotiš, tega procesa? Jaz se najprej lotim mindseta, če sploh vidim, da se da. Drugače velike organizacije, korporacije, zelo dobro jih poznam, ker sem znotraj Simobila delovala v mednarodni korporaciji. In že takrat smo hoteli narediti en agilni tim znotraj. Zdaj mi je uspelo, pod tistem, ko sem jaz šla, takrat smo hoteli nekaj znotraj izpeljati, pa smo vedno znova trčili na. Pa je mindset je bil tudi v vodstvu. Trčili smo na procese, ustaljene rituale in ustaljene pravilnike in tako naprej. Tako da tudi če mindset je potrebno sem pa tja zaobiti kakšen proces. Ne smemo se držati kot pijanc plota tega. Ne pravim nujno pa, da bi znala biti uspešna zdaj v velikem podjetju na ta način. Eno vprašanje me zanima, če bi lahko komentirala ugotovitve te raziskave, kakšen je tvoj pogled. In sicer gre za raziskavo študije Julije Miller, profesorice z Univerze Leipzig iz Nemčije iz leta 2018, objavljena je bila tudi v reviji Harvard Business Review, in sicer pravi tako, da 1 od 5 visoko zavzetih zaposlenih je izpostavljen izgorelosti. Na začetku si omenila pomen kadrovskega področja, stroke, ki danes zajema tudi dobro počutje na delovnem mestu, torej potrebo tudi po tem finančnem pogledu. Kako bi komentirala to ugotovitev raziskave? Vemo, vsi si danes, v dobi digitalizacije, inovativnosti, vsi si želimo visoko zavzete zaposlene.
To so tisti, ki so visoko notranje motivirani in pomembno, torej maksimalno prispevajo k delovni uspešnosti. A vendarle je pa potem tudi ta zgodba omenjene raziskave. Kakšen je tvoj pogled na ta, bom rekla, visoko zavzetost, na perfekcionizem, na trende sodobne družbe, pa potem bom imela še eno misel. Visoka zavzetost pa perfekcionizem, tole bi jaz kar izključila, ne gre za to. Visoka zavzetost zame pomeni imeti ljudi vključene, maksimalno vključene v to, kamor želimo iti, v to našo pot. In tam, kjer je visoka zavzetost in je dejansko se umiri tudi po tem, ali se res nekaj naredi, ali se o tem samo govori. In če se nekaj naredi, potem ne pride do burnouta. Burnout je posledica enega notranjega nezadovoljstva. Če si ti visoko zavzet, če delaš v dobrem in produktivnem okolju, produktivnem v tem smislu pomeni, moji napori so vidni, grejo cilji, dosegamo cilje, presegamo cilje, potem nisi nezadovoljen, potem znaš poiskati tudi ravnovesje med tem, da ne izgoriš. Ker izgorelost izhaja iz neke travme navznoter. Se pravi, izgorelost izhaja iz tistega, jaz želim, jaz zmorem, jaz bi, pa vedno znova trčim v nekaj, ali je to šef, ali so to omejitve takšne in drugačne. Tako da, zdravo delovno okolje na vsak način, iz večjih vidikov enako. Prvo je to, da imamo zares dobro okolje, dobro komunikacijo, odkrito komunikacijo, da ni nobene tabu teme, če se nekdo slabo počuti. Drugo, da je to zdravo delovno okolje v smislu ravnovesja med službo in zasebnim. Tukaj so nova sodobna podjetja naredila ogromno, zares ob 4 je konec. Tretje je pa komunikacija v smislu, če smo zagrabili in prišli do cilja in potem skupaj praznujemo in smo dobre volje skupaj. Tako, različne vidike tega sem zdaj izpostavila. Zelo izkustveno. Ja. Mene zanima, kako pa opaziš, kaj v Sloveniji ta trend employee well-beinga. Se mi zdi, da ogromno korporacij v Sloveniji ali pa tudi manjših podjetij gre zdaj v to smer, recimo Google, Facebook, da imajo zaposleni brezalkoholne pijače, razne healthy snacke, sadje. Kako je to pri nas kaj v porastu? Ja, to je že kar povsod praktično bilo vzpostavljeno v tem startup svetu pa high-tech podjetjih. V drugo smer gre zdaj ta employee well-being z raznimi health hacking, pa ne vem, genetska testiranja. Skratka, podjetja na dolgi rok pomagajo svojim zaposlenim z dolgoročnejšim well-beingom, praktično health beingom, no. To je zdaj v svetu in v Evropi postal trend, ne. Tukaj bi se pa navezala na ta vidik dobrega počutja na delovnem mestu in pa hkrati trenda digitalizacije in pa dela od doma, s katerim se vse bolj soočamo in smo del te oblike dela. Citirala bi rada citat uglednega profesorja dr. Mateja Černeta o digitalizaciji dela, ki pravi: delati rad, a delati ves čas in biti neprestano dosegljiv je paradoks, ki je absurden. Drži. To se je zdaj pokazalo mislim, takole je, bom šla nazaj k visoko zavzetim. Visoko zavzeti ljudje ponavadi imajo občutek, da morajo biti ves čas dosegljivi. Ker so zavzeti, ker želijo, da se stvari dogajajo, da se spremenijo. Tukaj je spet na vodji, da pove, glejte, ne, ni potrebno odgovarjati na moje klice, oziroma klicu sploh ni, upam, če je dober vodja, ampak na moje maile preko vikenda. V redu je, če odgovorite v ponedeljek. Jaz pač pišem čez vikend, ne skrbite. To je bila moja praksa. V času dela od doma in karantene se je pa pokazalo, da smo popolnoma izgubili kompas za čas in prostor. In smo med kuhanjem kosil, med domačimi nalogami in do 9-10 zvečer dvigovali telefone. To pa je bilo škodljivo. In tukaj bom izpostavila
kar z primerom podjetja, ker je tudi nagrajenec Zlate niti letošnje, podjetje GEN-I, njihovega predsednika uprave, ki ga tudi poznam in je poslal prvi petek, prvi teden karantene svojim zaposlenim mail, kjer je napisal: delajte od doma, tako kot vam narekujejo vaše osebne okoliščine. Nihče vas ne bo spraševal, kje ste dopoldne ali popoldne. Važno, da je delo narejeno, ker če tega ne bomo preživeli, bomo prišli nazaj vsi skurjeni. Ta se mi je zdela, prav poslal mi je ta mail in to je nekaj velikega, kar je bil sposoben narediti predsednik uprave takšnega podjetja. Kako se ti zdi, da bo pa zdaj ta trend dela od doma, pa mogoče tudi skrajšani delovnik ali pa iskanje talentov izven občine ali pa celo izven meja prinesel oziroma vplival na nas? Jaz si želim, da bi močno vplival. Jaz imam celo željo, da bi se zagnal en dialog tega bolj humanega dela, v smislu delaj od kjerkoli, delaj manj in delaj bolj kakovostno. Jaz sem že prejela par klicev kolegov in tudi svojih bivših ekip že med karanteno, ker me sam pokličejo samo, da predebatirajo, pa včasih kakšno stvar malo preverijo svoje misli. V smislu, mi smo bolj produktivni doma. Mi nimamo, en kup sestankov je odpadlo, ki so bili sami sebi namen. Dajmo nekaj narediti, prav tako, dajmo nekaj narediti. In zadnjih par dni tudi jaz razmišljam, da moramo v Sloveniji na to temo nekaj narediti. Se pravi, bolj kakovostnega življenja, v smislu bolj kakovostno delam, boljše porabim svoj čas, bolj sem zadovoljen. Jaz bi se pa še na eno področje, poleg digitalizacije, ki pomembno vpliva na trg dela, je tu še en velik pomemben dejavnik, to je demografska slika Evrope, ki prav tako vpliva na trg dela in vas tudi kadrovnike in eksperte zelo, bom rekla, dotika. Demografska slika Slovenije napoveduje, da bo že leta 2030 starejših od 65 let za 139 tisoč več kot danes. Delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 20 do 64 let pa bo za 125 tisoč manj. In kot enega od ciljev predstavlja Evropska unija 75% zaposlenost aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 20 do 64 let. In če pogledamo podatke za Slovenijo, vidimo, da ima Slovenija v Evropi skoraj najnižji delež zaposlenega prebivalstva v starostni skupini od 55 do 64 let, konkretno 36,6%, kar je pod evropskim povprečjem, ki znaša 53,3%. In kar kliče po dvigu upokojitvene starosti, hkrati pa to pomeni riziko nedoseganja konkurenčnosti z vidika upadanja funkcionalnih zmožnosti starejših zaposlenih. Zelo rada bi osvetlila in pridobila tvoje mnenje tudi iz tega vidika, zelo si aktivna na področju menedžmenta talentov. Kakšne so pa tvoje izkušnje na področju dela s starejšimi zaposlenimi, vključevanjem starejših zaposlenih v proces, glede na to, da smo priča demografski sliki, ki prikazuje in daje zelo pomembne podatke za našo prihodnost? Jaz se bojim, da je ekonomska zgodovina, če jo smem tako poimenovati, Slovenije, ni primerljiva s bolj progresivnimi evropskimi državami, da je tukaj starejša populacija delala na delovnih mestih, ki niso bila digitalizirana in bo težje tudi prešla to potrebo po novih kompetencah na delovnih mestih. Saj, če samo pogledamo našo javno upravo, še danes ni dovolj digitalizirana. Prav zares. Se pravi, tudi tam nimajo pravih kompetenc, pa pustimo zdaj, kakšne so starostne skupine tam. Skratka, Slovenija bo imela težavo, kako vključevati starejše zaposlene v sodobnejše delovne procese. In tukaj zaenkrat prav zares ne vidim, nimam nobenega nasveta. Bi pa rada povedala, da se pa čuti potreba in želja vključevanja izkušenih, tudi starejših, mojih let, se pravi, ljudi, ki so prišli iz korporativnih okolij in se jih vključuje zdaj v mala, srednja podjetja, zagonska podjetja in druge razvojne cikle v Sloveniji. Tako da tukaj pa smo prebili to mejo. Rabimo tudi izkušnje, ne samo starejših, ampak iz drugih svetov gospodarskih.
Imam eno lepo zgodbo, ki jo moram deliti z vami. Prosim. Mislim, ni slovenska, ampak je iz Londona. Torej, en moj sorodnik, zelo mlad fant, je študiral Artificial Intelligence v Angliji, dobil službo v banki, mednarodni banki v Londonu in prišel v ekipo, kjer je gospod, eden od zaposlenih v ekipi, pač Artificial Intelligence, high-tech, v banki, v veliki korporativni mednarodni banki, kjer je gospod star preko 65 let. Torej, ta fant mi je povedal, jaz upam, da gospod še ne bo šel v penzijo, ker ta gospod, jaz se od njega učim vsak dan. On meni prinaša knjige, namreč nova generacija praktično ne pozna več natisnjenih knjig. On meni knjige o fiziki prinaša, on meni postavlja čist druge vidike sveta in tega, kar mi počnemo v oddelku. In to je to, kar si želimo. Medgeneracijsko povezovanje in pa prenos znanj in izkušenj. Odlično. Nujno potrebno. Zdaj, ogromno produktivnih ljudi, med katerimi si definitivno tudi ima neke posebne rutine, navade. A imaš ti tudi kakšno navado, ne vem, da zjutraj prej vstaneš, imaš kakšen šport, poješ zajtrk, kaj prebereš, oziroma če nam lahko deliš, kako izgleda recimo tvoj ponedeljek? Jaz sem zaspana oseba, kakorkoli ne delujem, tako na prvi pogled zjutraj rabim svoj mir. Svoj mir in svojo kavo. In tudi z mojim otrokom sem se že takoj, ko je začenjal razumeti moje potrebe, dogovorila, da zjutraj se pač ne pogovarjamo in ne skačemo. Tako da to je ena od mojih navad. Zjutraj rabim čas zase, čas, da začnem razmišljati, in ko začnem razmišljati, potem se stvar hitro odvije. Ena pomembnih mojih navad je, da imam vse stvari odkljukane, male, nujne in pač stvari, ki jih je treba narediti, to se ne odlaga. Pa imaš kakšno aplikacijo, narediš post-it, ali imaš kakšen blokec? Blokec, seveda. Mislim, en kup enih blokcev, ampak imam svoj sistem to-dojev. Skratka, bistvo je, da stvari, ki jih je treba narediti, se nikoli ne odlaga. Jih narediš in pozabiš in odložiš. Delaš stvari, pustiš si prostor za stvari, ki so dosti večje, rabijo več razmisleka, rabijo več energije in mogoče je to ena od mojih navad. Upam, da mi je ta pomagala, da imam stvari v redu postavljene. Jaz bi pa tako eno misel, me zanima, recimo, ali se ti je zgodilo v tvoji karieri, da si dobila kakšen nasvet nekega uspešnega vodje, voditelja, ki ti je nekako pričaral tisti aha moment, wow, in si pomembno potem upoštevala in sledila temu načelu, delu. Ja, Dejan Turk je meni dal res ogromno nasvetov, ampak ti nasveti so najbolj človeška stvar, kar smo jih kdajkoli slišali. On dejansko te pogleda kot človeka in ti da nasvete v smislu poskrbi za družino, poskrbi zase, poskrbi za prijatelje. Ta princip. On je človek in pri njemu sem se naučila tudi ljudi sprejemati takšne, kakršni so, in jih dejansko jim pomagati. In mislim, da širim to njegovo poslanstvo naprej, no? Ker tudi to počnem, da z ljudmi se pogovarjam in pomagam, jih povezujem kasneje še skupaj. Dajmo se še malo dotakniti tvojega osebnega življenja. Malo nam povej, kaj so tvoji hobiji, katere knjige imaš rada, kaj je tvoj favorite app, recimo take stvari, da malo zvemo. Ja, moj favorite app je povezan z mojimi hobiji, mislim, s katerimi knjigami. Knjig imam en kup, ampak jaz knjigo vzamem v roke takrat, ko imam res čas, ta luksus časa. Zato je moj favorite app je Medium, pa Pocket, se pravi, kamor spravljam vse, kar mi prileti tekom dneva. Mi živimo v času, ko je en kup literature, en kup zares dobrega branja. Ja, velikokrat tudi instant idej, ki mogoče niso najboljše v tistem hipu, ampak jaz res ne morem mimo dobrih člankov in tega je ogromno in to se ne da procesirati čez dan, zato je to app. Knjig kupujem veliko, ampak resnično jih stavim tja, ko imam čas in ko si oddahnem. Večinoma pa pol strokovne knjige berem, tako da res rabim kapaciteto in čas. Kaj pa recimo tvoj najljubši podjetnik?
Ja, malce mogoče presenetljivo, glede na trenutno situacijo, s čim se zdaj ukvarja. Richard Branson je name naredil vtis leta 97, 98, s tisto njegovo prvo biografijo Losing My Virginity. Ampak zakaj? Zato, ker sem bila takrat na Seamobilu, ki se je boril proti velikemu incumbentu in državi in vsej regulativi in tole, kar sem brala z njegovim Virgin Airlines v bitki z British Airlines in državo in tako naprej, mi je takrat odprlo vsa obzorja in sem prišla do vseh šefov takrat na Seamobilu. V smislu, wow, preberi, to knjigo moraš prebrati, glej, kako se je treba boriti, underdog. In danes je sicer gospod Richard Branson spet v sporu z državo in zaradi Virgin Airlinesov normalno in želi malce državnih finančnih sredstev pokasirati. Ni priljubljen več med ljudmi na ta način, ampak glede na svoj imperij in vse, kar je postavil in dosegel, jaz z veseljem pričakujem njegovo tretjo biografijo, jaz verjamem, da bo še kaj zakuhal. Kaj pa kakšni tvoji hobiji? Kaj počneš za sprostitev, za stres management, kot danes radi pravimo? Jaz rada kolesarim. To mi je nekaj takšnega, da res lahko odklopiš glavo in gledaš okrog in uživaš v naravi, pa zraven še malo migaš. Pa hodim, trekking, pohodne palce, gremo akcija. Nisem najbolj športni tip, rabim seveda gibanje, ampak rabim gibanje, da lahko tudi svoje možgane sprostim in jih peljem drugam. To je to. Super. Draga Tamara, bi lahko pa osvetlila, pa strnila zdaj, kateri so tvoji 3 nauki za naše poslušalce skupine Beyond Leadership? Ja, parkrat sem že povedala, da mora vodja biti avtentičen. Vedno mora biti avtentičen in točno to, kar je, to naj bo tudi pred svojimi ljudmi. To je en mojih glavnih nasvetov, s komerkoli se pogovarjam. Druga je poslušanje. Ne samo vodja, mi vsi se moramo poslušati, vodja mora pa znati poslušati srcem. Zakaj srcem? Zato, ker mora potem tudi odreagirati srcem, pomagati srcem in ljudi usmerjati, jih učiti enako srcem, ne pa zaradi dosege nekega drugega cilja. In to, kar jaz znam biti precej stroga, je bodi vzor, bodi role model. Vodja mora biti vzor z vsem, kar počne. Tudi v svojem privat življenju, tudi v svojem izražanju, v svojem načinu obnašanju. Vedno mora biti vzor, drugače ni vodja. Super. Tamara, jaz bi se ti v imenu skupine Beyond Leadership zahvalil za tvoj čas, izkušnje, nasvete. Tako da hvala, ker si bila danes z nami. Iskrena hvala in želimo ti še veliko uspehov, tako na osebnem področju in pa tudi na tvojem strokovnem področju, tako da samo ostani kot si in samo tako naprej. Hvala tudi vama, je bil zelo dinamičen pogovor. Hvala. Super.